Mladinski center v pritličju Makarove hiše je namreč v popolnosti zaživel. Tudi javnost nas dobro sprejema, otrok je veliko, mladostnikov tudi. V prvem letu se je v prostorih mladinskega centra, ki je odprt vsak dan, zvrstilo nekaj 100 različnih dogodkov in vsi so bili dobro obiskani, saj center mladim v Metliki veliko pomeni. Ogromno. Res neka pridobitev, ki je nujno potrebuje vsako manjše mesto v Sloveniji, sploh pa v Beli krajini, ker se tukaj dogajajo stvari, ki jih mladi iz naših krajev drugače niso jim dostopne. Vsekakor so na prvem mestu delavnice. Imamo delavnice kreativne, torej ustvarjalne za otroke, mladino in tudi starejše. Te delavnice so dobro obiskane. Pa tudi nastopi stand-up komikov, različni tečaji in potopisna predavanja so pritegnila veliko mladih, dodaja Hrste. In kako financirajo delovanje mladinskega centra? Imamo srečo, da nam je občina prisluhnila, nas tudi finančno podpira. Večji del sredstev pa vsekakor moramo zagotoviti sami z lastno dejavnostjo, se pravi z lastnimi projekti. Pa tudi s prostovoljnim delom. Pridružili so se tudi Evropski prostovoljni službi in tako letos v centru z njimi ustvarjata 2 Francozinji, ki sta svojimi idejami obogatili program. Ta bo pester tudi v prihodnje, zagotavlja vodstvo mladinskega centra. Prvi rojstni dan so obeležili z glasbo in humorjem. Pri slednjem so sodelovali tudi zbrani na praznovanju. Prva avtohtona filmska ekipa iz Metlike z nizkoproračunskim prvencem Rojstvo mladinskega centra. En aplavz, prosim, lepo.